Pozdravljeni in dobrodošli v čarobni deželi, kjer ustvarjamo pravljice življenja, približujemo kulturo in razširjamo znanje otrokom in odraslim. Moje ime je Matej Rotovnik in za tiste, ki me prvič vidite in slišite in me še ne poznate, ne spremljate mojih raziskovanj na Facebooku ali Meveju, sem hipnoterapevt, mojster neurolingvističnega programiranja in Gottmanov coach. To področje zajema odnose, ljubezen in seks. Sem tudi mentalist, čarovnik, pisatelj, režiser in predvsem velik ljubitelj raziskovanja. Navdušujem se nad raziskovanjem zgodovine, ozadja elite in tajnih društev, ki se skrivajo pod nazivom Illuminati. Rad raziskujem življenje in zanima me vse, kar vpliva na naš osebnostni razvoj. Od frekvenc, vibracij, energij, dimenzij do ravne zemlje, izbrisane civilizacije. Predvsem pa me vedno znova prevzame odkritja neverjetno norih laži, s katerimi so nas celo življenje programirali. Vsakič, ko me povabijo, da naj v pol urah približam ljudem stvari, ki se dogajajo okoli nas, se vedno znova soočim z osnovnim vprašanjem. Kako približati ljudem vse norosti, ki iz nas delajo sužnje? V več kot 2 letih sem napisal precejšnjo število zelo dolgih objav, v katerih sem razkril mnogo norih skrivnosti in laži, ki so nas slepile celo življenje. Veliko ljudi, ki jim njihovi egoistični obrambni mehanizmi še naprej onemogočajo njihov lasten osebnostni razvoj, večino te resnice zavržejo. Pravijo, da jim je vseeno, kakšna oblika je Zemlja, v koga verujejo v Vatikanu in kakšna je bila resnična zgodovina. Tisti, ki razmišljajo na tak način, so brez dvoma brezdušne školjke. Teh pa je na žalost največ. Po celem svetu so se razmnožili kot ščurki in nam uničujejo življenje po navodilih parazitov, ki vodijo in upravljajo svet. Večina ljudi se ne zaveda, da so vse te informacije izjemno pomembne za nadaljnji človekov razvoj. Če recimo v šoli ne pridobiš znanja, ki ga določa šolski sistem, ponavljaš razred. Točno to se dogaja tudi z našim življenjem. Ljudje smo energijska bitja, ki smo prišli na Zemljo v fizična telesa, da se naučimo odstraniti ego in ga nadgraditi iz jaz v mi. Z načrtnim negativnim programiranjem so nas tuje entitete programirale tako, da se do naše smrti na Zemlji ukvarjamo samo in izključno z našim egom, denarjem, materialnimi dobrinami in število lajkov v našem življenju. Na koncu se zgodi to, da ponavljamo razred in točno to želijo tuje entitete. Prehranjujejo se z našimi energijami ter našim mesom in zato si želijo, da se vračamo nazaj na Zemljo, v 3. dimenzijo našega energijskega življenja. Mi ne verjamete? Začnite prebirati Janko in Metka, Smrkce, Monsters Inc., Pošasti, Alice v čudežni deželi, Simpsonovi, South Park in mnoge druge, kjer vam zelo enostavno prikažejo resnico, tako da še nekajletni otrok razume, kaj nam delajo. Toda, ker smo nerazvita, egocentrična bitja, si enostavno prek obrambnega mehanizma rečemo, da je to samo pravljica. Meni osebno ni jasno, kako lahko starši sploh pustijo, da se otrokom bere ali predvaja takšne negativne risanke. Velikokrat sem zapisal, da je resnica že zunaj in da nehajte čakati na tisti dan D, ko se bo resnica uradno pojavila na televiziji v obliki EBS, Emergency Broadcast System videov. Ti videi vam ne bodo prinesli odrešenja, ampak samo hudo obliko tesnobe in strahu, ker ne boste vedeli, kako naprej v življenju. Vaše lastno raziskovanje je pomembno zaradi vas samih. Vaše telo in vaša energija sta ključna dejavnika za prehod v višjo dimenzijo. Svoje telo morate na to veliko tranzicijo pripraviti in pri tem vam ne bo pomagala nobena čudežna tabletka ali medicinska postelja, ki bo iz vas naredila vsevednega in super človeka. Na prvem mestu si morate telo očistiti vseh strupov, ki ste jih vnašali van, od nezdravih, strupenih, brezalkoholnih in alkoholnih pijač, hrane, oblačil, kozmetičnih izdelkov, farmacevtskih pripravkov, chemtrailov, raznovrstnih brezžičnih omrežij, zastrupljene umazane vode in še. Medicinske postelje
oziroma medicinske zdravilne postelje že obstajajo. In jaz uporabljam ročno verzijo te tehnologije, ki je izjemna in bi jo priporočal vsem ljudem, da investirajo vanjo. Saj po 6 mesecih vidim velike napredke, ne samo pri meni, ampak tudi pri vseh mojih sledilcih, ki jo uporabljajo. Ljudje, ki spremljajo ozadje, imajo težavo z razumevanjem medbedov, tako se jim reče v angleščini, medicinskih zdravilnih postelj. Velikokrat si napačno predstavljajo, da se bodo vlegli v jajčasto obliko postelje in se prepustili, da jim bo najnovejša tehnologija pozdravila telo. Pričakovanja so ena, toda dejstvo je, da bodo medicinske zdravilne tehnologije pozdravili vaše telesa. Toda strupi, ki ste oziroma smo jih vnašali v naša telesa celo življenje, pa ne bodo kar izginili. Če ste se cepili, so vam paraziti v vaše telo vnesli grafenov oksid. Ta strupena, črna brozga z moderno zdravilno tehnologijo ne bo kar izginila iz vašega telesa. Še naprej bo ostala in vam uničevala vaše telo. Verjemite mi, da se boste zgrozili, ko boste ugotovili, da je 97% stvari, ki jih imate v vašem stanovanju, v službi in v vašem okolju, kjer se dnevno gibljete, ustvarjenih zato, da uničujejo vaše zdravje. Obleke, ki jih nosite, so polno strupenih kemikalij, ki se postopoma vnašajo v vaše telo in voda, ki jo pijete iz pipe ali plastenke, je izredno onesnažena. Tudi ljudje se na to ne ozirajo in jo pijejo še naprej. Njihov preprost, neizobražen odgovor je, da vse to jedo in pijejo že celo življenje in da zaradi tega še niso umrli. Res je. Toda tisto, česar ne razumejo, je, da cilj tujih entitet ni, da umrete, ampak da vas zdravstveno pohabijo. Zakaj? Ker pred nami skrivajo tisto, za kar smo v resnici ustvarjeni in zato, ker se prehranjujejo z našo življenjsko energijo. To vam lahko ponazorim s primerom prenosnega računalnika. Če ga odnesete članu nekega plemena globoko v amazonski džungli, ne bo vedel, kaj ta naprava sploh je. Ne bo jo znal uporabljati in jo bo zavrgel kot neuporabno. Tisti, ki razume, kaj prenosni računalnik ve, da lahko prek internetne povezave in ostalih programov pridobi želena znanja in razširi svoje obzorja. Na takšen način bi lahko predstavili eno od sposobnosti oziroma moči človeka z energijo. Toda pri tem se zavedate, da je ta moč zgolj delček celote. Kajti, ko enkrat razumete, kaj pomeni osebnostna rast in kaj so odnosi, potem se vam odpre največja knjižnica znanja, ki jo univerzum premore. Kot sem že večkrat napisal, nam ne smejo lagati. Za vse, kar delajo oziroma izvajajo, morajo pridobiti dovoljenje od nas. In to delajo s prevaro na račun naše neizobraženosti. Tudi o tej izjemni knjižnici so nam ves čas govorili, pa je v naših očeh vse izpadlo kot znanstvena fantastika, ki smo jo načrtno odstranili iz svojega uma. Ta knjižnica se imenuje Akashic Records, akaška knjižnica oziroma akaški zapisi. Akaški zapisi so zbirka vseh univerzalnih dogodkov, misli, besed, čustev in namenov, ki so se zgodili kdarkoli v preteklosti, se dogajajo v sedanjosti in se bodo zgodili v prihodnosti. V smislu vseh entitet in življenjskih oblik, ki obstajajo, dobrega, slabega in zlega. Takšna trditev je za človeka, ki ni nikoli raziskoval spiritualizma, ki ni nikoli raziskoval frekvenc, vibracij in energij, ki se ni učil nadzorovati svojega telesa, zelo težko razumljiva in še težje sprejemljiva. Ljudje smo programirani, da vidimo in razumemo samo tisto, kar nam drugi sporočijo znotraj sistema, ki so ga ustvarili za nas. Vse, kar je izven tega sistema, razglasimo za nesprejemljivo in nemogoče, oziroma meni najljubše teorija zarote. Tudi sam sem bil eno teh programiranih ovc, ki je slepo verjela in sledila pokvarjenemu sistemu. Spomnim se, ko mi je pri mojih 25 letih prijateljica govorila o čustveni inteligenci, energijah, meditaciji in višjih dimenzijah.
Imel sem jo za zmešano prijateljico, ki je zavrgla svoje življenje in se ukvarja z neumnostmi, ki niso vredne mojega zlaganega in programiranega časa. Tej prijateljici je ime Nina in sem ji neizmerno hvaležen, da mi je takrat v moj programirani zasejala seme, ki je začelo poganjati zelo močne korenine. Namreč, kljub vsemu, da sem imel za zmešano žensko, mi je pri vsem tem, kar mi je govorila, nekaj ni dalo miru. Zakaj verjame v takšne neumnosti? Kako lahko verjame v takšne nore zadeve, ki spadajo v znanstveno fantastiko? V letih zatem sem v roke vzel raznorazne knjige o spiritualizmu in ostalih norosti, ker sem hotel raziskati, kako lahko ljudje sploh verjamejo takšnim neumnostim. Poglobil sem se v zadeve, ker sem jih hotel naštudirati tako dobro, da bom tem norim ljudem v nadaljevanju svojega življenja dokazal, kako neumni in naivni so in kako zapravljajo svoj dragoceni čas za takšne pravljice. Ne boste verjeli to, da večina prebranega je bila tako neverjetno izjemna, da sem iz dneva v dan, iz tedna v teden, iz meseca v mesec želel prebrati še več tovrstnih knjig. Kljub temu, da sem jih prebral res ogromno, pa še vedno nisem bil 100% prepričan v te neumnosti, dokler se ni zgodilo nekaj neverjetnega. Zaradi mojega nezdravega programiranega življenja in uživanja v strupa v obliki tablet za zdravljenje epilepsije in nezdrave prehrane se mi je začelo zdravje drastično poslabševati. Naredil sem edini korak, ki mi je še preostal, in to, da sem začel raziskovati prehrano, post, meditacijo in nenazadnje fizično aktivnost. V tistem trenutku, ko sem prenehal uživati meso, mleko in mlečne izdelke, industrijsko predelano hrano in se začel prehranjevati 100% rastlinsko hrano brez vseh olij, se v meni začela odvijati sprememba, ki je bila dobesedno izven tega sveta. Preden nadaljujem, vam moram povedati, da 100% rastlinska hrana ni prehranjevanje zgolj s solatami in sadjem, kot si mnogi to zmotno predstavljajo. Ampak je na mojem jedilniku vse od pic, čuftov, hamburgerjev, pasulja, čokoladnih namazov do izvrstnih sladic in ostalih dobrot. Jem zelo raznoliko hrano, ki je narejena na rastlinski osnovi. Takšna hrana je zdrava, hitreje in lažje prebavljiva. Obenem pa z njo pridobimo neprimerno več hranil kot iz industrijsko predelane hrane. Potreboval sem približno 3 tedne, da se je moje telo privadilo novemu načinu prehranjevanja in ne boste verjeli, nikoli več ne gre nazaj na stara pota, kar se tiče prehrane. V 3 letih, ko sem začel, sem s pravilno 100% rastlinsko prehrano in občasnim postom dosegal minus 28,8 kg, potem minus 18,7 podkožne maščobe, plus 14% mišične mase, minus 12 enot visceralne maščobe in minus 34 let stanja metabolizma. To pomeni, da ima večina ljudi zaradi nezdravega prehranjevanja svoje notranje telo v resnici na stopnji 60-70-letnega človeka. Tako sem ga imel jaz, dokler nisem spremenil prehrane in takrat se ti zelo tudi notranje telo zelo spreminjati na dobro. Koža mi ni nikoli visela dol, tako kot pri nekaterih, in počutim se vrhunsko in predvsem najstniško. Ti rezultati so pomembni za mojo osebnostno rast. Imam torej lastno izkušnjo, kaj za telo pomeni sprememba prehrane. To, kar se je začelo kmalu potem dogajati z mojim telesom, je nekaj, na kar nisem bil pripravljen. Začel sem čutiti energijo drugih. Doslej sem psihologijo in empatijo razumel zgolj skozi besede in dejanja, zdaj pa sem oboje začel čutiti. Ta občutek je res poseben, prav neverjeten, ja, ga tudi kot pisatelj ne znam opisati. Znanje, ki sem ga pridobil v zadnjih 15 letih, mi je dalo zmožnost ločevati ljudi od brezdušnih školjk. To mi je omogočilo, da sem naredil nov korak v mojem življenju in iz svojega ožjega kroga odstranil parazite, ki so mi jemali mojo življenjsko energijo. Moje telo je začelo komunicirati z naravo in to je bila izjemna sprememba, zaradi katere sem začel čutiti bistveno več, kot je sploh mogoče razumljivo napisati. Naposled sem
začel razumevati, kaj pomenijo akaški zapisi. Beseda kaši ali akasi izvira iz sanskrta in pomeni astralno svetlobo ali element etra v vzhodnih sistemih verovanja. Ta peti element prostora velja za temeljno tkivo realnosti, iz katerega izhajajo vsi drugi elementi. Vir materialne realnosti. Vse to je zelo težko sprejeti v času in prostoru, ko je vse okoli nas programirano na negativen način. Zato ves čas širim dejstvo, da če se želite osebnostno razvijati, ni dovolj, da hodite na jogo, izvajate meditacijo ali berete knjigo o spiritualizmu. Morate razumeti, kaj se dogaja okoli vas in predvsem doumeti, da ne živimo na okrogli žogi, ki se po besedah pokvarjenih znanstvenikov vrti 1000 milj okoli svoje osi ter kroži okoli sonca s 65.000 miljami in skupaj s soncem drvi skozi vesolje s hitrostjo prek 650.000 km/h. Ko odprete oči in vidite laž heliocentričnega modela okrogle Zemlje, potem vam je jasno, da živimo na ravni Zemlji v zaprtem sistemu globoko pod morjem. A verjamete ali ne, je to popolnoma vseeno. Kajti takrat vam postane jasno, da smo bili ustvarjeni za nekaj veliko večjega, kot pa nam zadnjih 245 let z lažmi programirajo našo podzavest. Imel sem srečo, da sem se že kot 6-letnik spoznal s čarovnijo, ki me je pozneje popeljala v svet hipnoze, mentalizma, psihičnih sposobnosti, astralne projekcije, snovidnosti, telekineze in telepatije. Vsako dejanje, ki ga naredimo, vsaka beseda, ki jo izgovorimo in vsaka misel, ki jo ustvarimo, pusti sled v eteričnih sferah. V Stari zavezi je bila omenjena tudi knjiga življenja, ki pravi, da se v nebesih vodi zapis o vsakem življenju in da se na podlagi teh zapisov sodi duša. Za programiranega človeka so takšni zapisi preveč izven okvirjev njegovega razumevanja življenja in priznam, da so bili nekoč tudi zame. Dokler ni moje raziskovanje zunanjega okolja začelo dobivati trdno rdečo nit, zaradi katere stoji kredibilna zgodba. Ko začneš razumevati, kaj se dogaja v naši okolici, ko odkriješ, da je celotna zgodovina, znanost in celotno naše življenje zlagano in načrtno pokvarjeno, potem se ti zgornji zapisi sestavljajo celovito zgodbo, ki jo ne samo razumeš, ampak tudi čutiš. Velikokrat sem vam zapisal, da se nam ne smejo lagati in resnico nam prikazujejo prek filmov. Trumanov Show, Matrica, Oni živijo, They Live, Podzemlje, Underworld, Glavni junak, Free Guy, Jupiter Ascending, Jupiter narašča, Avatar, Zeleno sonce oziroma Soil and Green, Fante iz Brazilije, The Boys from Brazil in tudi Kapitan Marvel. Pred kratkim sem gledal film, ki nam zelo nazorno prikazuje, kaj se dogaja po našem življenju, ko naše fizično telo zaključi s svojim razvojem in pristanemo v posebnem mestu meddimenzijskega prostora, ki se imenuje Šeol. V hebrejski Bibliji je to kraj mirne teme, ki leži po smrti. Šeol predstavlja nekakšen podzemni svet, kamor odidejo duše oziroma energije umrlih po smrti fizičnega telesa. Toda Šeol je samo začasen kraj, kjer se duše razvrstijo v novo dimenzijo. Gre za ameriško romantično fantazijsko dramo iz leta 1991 z naslovom Defending Your Life, braniti svoje življenje. Film govori o človeku, ki se znajde na sojenju v posmrtnem življenju, kjer višjedimenzijska bitja izvajajo postopek preučevanja njegovih vseživljenjskih strahov, da bi ugotovili, ali se bo še enkrat reinkarniral na Zemljo ali pa bo šel v višjo dimenzijo. Gre za pomemben pokazatelj resnice s strani tujih entitet skozi romantičen fantazijski film z namenom, da ga ne vzamemo resno. V filmu igra glavno vlogo Meryl Streep, ki velja poleg Oprah Winfrey in Beyoncé za najvišjo satanistično svečenico iluminatov. Meryl Streep je v resnici moški v ženskem telesu. Zakaj
so ženske v podobah moških in moških v podobah žensk, sem pisal v objavih, ki si jih lahko preberete na mojem Facebook zidu. Raziskovanja akaškega polja so bila glavna tema knjižnih del ameriškega jasnovidca Edgarja Cayesa. Gre za izjemne knjige, ki jih priporočam vsem, ki jih zanima tovrstno raziskovanje. Caseyjeve študije akaških zapisov so pokazale, da obstaja skladišče informacij na nefizični ravni obstoja, ki ohranja zapis o preteklosti, sedanjosti in prihodnosti vsake duše. Caseyjevi zapisi so bili zame eden najbolj neverjetnih virov informacij, v katerem vem, da se bom še vrnil. Vse to razumevanje, čiščenje telesa in nadgrajevanje našega uma vam bo pomagalo odpreti vaša blokirana energijska polja, ki vas bodo popeljala v svet telekineze, telepatije, astralnega potovanja, mentalizma, frekvenc, vibracij in seveda energij. Skozi risanke in znanstveno-fantastične filme so nam prikazovali resnico, kaj zmoremo, česa smo sposobni, in mi smo se jim posmehovali, češ, da so vse to samo pravljice. Vse te sposobnosti ima v sebi vsak človek, samo na žalost so nam jih skozi vsa načrtna množična zastrupljanja zablokirali in uničili s ciljem, da nam jemljajo našo življenjsko energijo. Čiščenje in nova pot, ki se nam v zadnjih 6 let vedno bolj odstira, ne bo enostavna. Če bomo želeli iti po tej novi poti, se bomo morali najprej začeti zavedati, kaj so nam delali in da smo mi sami dopustili, da so nas uničevali. Vse znanje, ki smo ga pridobili doslej, bomo morali zavreči in začeti svoje življenje iz začetne točke. Spoznati moramo resnico, da živimo v zaprtem sistemu in da ljudje nismo to, kar mi mislimo, da smo. Šele, ko bomo razumeli, da smo energijska bitja, bomo začeli s postopkom dolgega zdravljenja naše poškodovane duše. Med raziskovanjem se mi odpirajo nove in nove poti, ves čas pa naletavam na prepreke, ko me hočejo brezdušne školjke ustaviti in škodovati. Dolgo časa sem potreboval, da sem prišel do te stopnje, ko sem se nehal sekirati in rekel stop. Veliko zadev sem moral spustiti in narediti 3 korake nazaj, da sem lahko šel 1 korak naprej. Stvari, ki se nam dogajajo v življenju, bo zelo težko sprejeti. Najlepši primer, ki nam prikazuje, kje živimo in kako so nas tuje entitete vodile, nadzorovale film Trumanov Show. Zgodba prikazuje, s kakšnimi težavami in preprekami se na svoji življenjski poti sooča Truman in kako ga poskušajo njegovi gospodarji na vsak način zaustaviti pri njegovi odločitvi za korak v novo dimenzijo življenja. To, kar doživljamo mi in bomo še doživljali v naslednjih letih, je skoraj identična pot, ki jo v tem filmu prehodi v glavni junak. Spoznali boste, da živimo v velikem studiu, kjer za naše življenje pišejo načrtne scenarije in delajo vse, da nas zaustavijo pri osebnostnem razvoju. Vse je pripravljeno in dodelano tako do potankosti, da ne vidimo pravih filmskih kulis našega programiranega življenja. Vse okoli nas se bo spremenilo in ravno zato je potrebna COVID akcija, COVID pandemija, da se bomo začeli zavedati, kako so nas enostavno programirali, mi pa smo jim verjeli in se tisti drugi hodili cepiti. Kot sem rekel, vse okoli nas se bo spremenilo. Večina držav, ki so nastale v zadnjih 150 letih, bo izbrisanih, sprejenih in napačnih zemljevidov. Cilj vseh novo nastalih držav je razdeliti narode in jim onemogočiti povezovanje ter komunikacijo, zaradi česar so nas lažje kontrolirali in predvsem razdelili. Če si ogledate zlagani zemljevid Evrope, boste videli, da so narodi načrtno razdeljeni v več držav. Slovenci so na Slovenskem, na Madžarskem, v Avstriji, Italiji in seveda na Hrvaškem. Toda po novem to ne bo več. Vse nezakonite meje, ki so jih paraziti načrtno ustvarjali zadnjih 245 let, bodo izbrisane. Med prvimi izbrisanimi državami bosta Poljska in Ukrajina, ki bosta spet postali del Nemčije in Rusije. Ljudje pa bodo spet dobili nazaj svojo prvotno kulturo in običaje.
Tuje entitete so vodile ključne svetovne zločinske organizacije, kot so Vatikan, Združeni narodi, Evropski parlament, bančne sisteme, tajne službe, vojske, kraljeve družine in vlade posameznih držav. Preko teh organizacij so usmerjali vse parazitske podložnike z namenom, da uresničijo svoj zlovešči načrt, ki so ga prvotno poimenovali Agenda 21 in kasneje preimenovali v Agendo 30. Ljudje smo izjemno neizobražena bitja. Še posebej tisti, ki imajo univerzitetno izobrazbo z diplomo, magisterijem ali celo doktoratom. Ti so, nažalost, tisti, ki imajo v pokvarjenem sistemu največ moči, saj si želijo kariere in posledično sledijo temu, kar jim ukažejo nadrejeni. Nihče se nikoli ne vpraša, ali je to, kar delajo, prav ali narobe. Samo sledijo navodilom na račun višjega položaja in višje plače. Vsak človek bi se moral vprašati, ali smo država, ki ima suverenost, ali pa smo kolonija. Razlika je bistvena. V državi smo ljudje neodvisni in vlada služi ljudem, medtem ko ljudje pripadajo koloniji, ki vladajo kralji, kraljice in vlada ljudem. Ali mislite, da je Slovenija država? Ne, ni. Slovenija je kolonija v obliki korporacije, ki je v rokah globoke države. Ta vladavina se zdaj končuje. Predsednik Donald Trump in Vladimir Putin ljudem vračata moč. Vse to je del Nesare oziroma Gesare. Verjeli ali ne, to, da vse države, ki so v resnici kolonije oziroma korporacije tega sveta, so že propadle in ne obstajajo več. To, da tega še niso javno objavili in da vi tega ne veste, je popolnoma nepomembno, saj je vse osredotočeno na višji cilj in ne na stopnjo vašega razumevanja. Odslej bo vsak narod nedeljiv. Ljudje so tisti, ki bodo usmerjali in vodili svojo prihodnost. Avstrija, Nemčija, del Italije, Švica in Češke bodo postali ozemlje nemškega naroda. Uradni jezik bo spet nemščina oziroma na področju, kjer živi ruski narod, bo ponovno uveljavljen ruski jezik. Imena umetno ustvarjenih držav se ne bo več uporabljalo in državna in mestna birokracija se bo zmanjšala za 90%. Vse bo izbrisano. Vrnili se bomo nazaj k izvornim imenom posameznih pokrajin in držav, kot so Prusija, Galicija, Šelezija, Livonija in tako naprej. Tuji jeziki se bodo spremenili. Naučiti se bomo morali prvobitnih besed, ki ne bodo temeljili na negativnih vibracijah, recimo spoštovani. Spoštovanja ni. Resnica. Resnica. Ni res. Torej je laž. Duhovnik. Duhovni. Lažje. Laž je. Tisti, ki sledite mojim objavam, se spomnite, da je Rusija prišla v Ukrajino reševati ruski narod pred nacistično zasebno vojsko Azov, ki je preko nastavljene vlade globoke države nadzorovala vse črne projekte kabale, ki so se izvajali v Ukrajini. Med njimi najbolj izstopajo biološki laboratoriji, v katerih so proizvajali strupe, s katerimi so zastrupljali ljudi, tudi COVID. Na začetku reševanja so NATO, ameriška vojska in ostali voditelji zanikali, da bi v Ukrajini obstajali kakršnikoli laboratoriji, to da ne boste verjeli, kaj se je zdaj zgodilo. Pentagon je objavil in uradno priznal, da imajo v Ukrajini 46 bioloških laboratorijev, ampak so jih poimenovali peaceful, mirovni biološki laboratoriji. Mene je Facebook kaznoval, ker sem objavil teorijo zarote, da so v Ukrajini biološki laboratoriji, češ, da v resnici česa takega ni. No, zdaj pa kar naenkrat obstajajo. Ali mislite, da so mediji objavili to novico? Niso objavili. Zato, ker nam lažejo, saj jih nadzoruje globoka država. Tisti, ki smo odprli oči, nas podkupljene medijska trobila ne zanima, ampak raziskujemo naprej. Ne boste verjeli. Nenapovedana vojna v Ukrajini je seboj prinesla pravi svetovni fenomen, saj so iz medijev kar naenkrat izginila vsa ustrahovanja povezano s COVID pandemijo. Ubogi Klovic je tako hitro pobral dobesedno čez noč, da se od njega sploh nismo utegnili posloviti.
A ker ni konec, dokler ni konec, se je kar naenkrat prikazal novi, še strašnejši virus, imenovan opičje koze. Slovenski mediji so v ponedeljek 6.6.2022 sporočili udarno novico, da imamo v Sloveniji 6 prvih primer opičjih koz. Ali ni zanimivo, da se je to zgodilo ravno na datum, sestavljen iz 3 šestic? Dan 6, mesec 6, leto 2022, 2 plus 2 plus 2 je 6, 666. Tisti, ki še ne veste, 666, 666 je satanovo število in na ta dan je bilo v Sloveniji 6 okuženih z omenjenim kvazi virusom opičjih koz. Zadeva je tako komična, da se sprašujem, kaj je narobe z ljudmi, da niso sposobni videti centimeter pred svojim nosom. Zakaj so zdaj začeli strašiti z opičjimi kozami? Zato, ker so ljudje nažalost neumni. Ne vsi. COVID je vezan na hladnejše obdobje, kar pomeni, da z njim težje upravičijo zdravstvene težave in zaplete v poletnih mesecih. Opičje koze pa to vrstnih opredelitev nimajo, zato upajo, da si bodo s tem virusom uspeli vrniti nadzor nad svetom, kar pa jim seveda ne bo uspelo. Na veliko žalost globoke države so Rusi nekaj korakov pred njimi, saj so začeli preiskovati 4 ameriške biolaboratorije v Nigeriji, ki jih povezujejo z izbruhom opičjih koz. Sem prepričan, da je to teorija zarota, ampak pustimo se presenetiti. Ko govorimo o ameriški vojski, to ne pomeni vojske, kot jo poznamo in imamo mi. Tuje entitete so znotraj vseh vojsk tega sveta ustvarili črne projekte, ki delujejo znotraj posamezne vojske in nihče, ki nima primerno visokega dovoljenja v vladi ali vojski, ne smeš spraševati ničesar o njihovih akcijah. Za vladne tajne operacije je potrebno vsakega človeka intenzivno pregledati njegovo preteklost in ali je zanesljiv človek in na primerno visokem mestu, da dobi raznovrstna vladna dovoljenja za poznavanje tajnih informacij. To velja tudi za predsednika ZDA, kongresnike in senatorje. Da, tudi predsednik ZDA, ki je vrhovni poveljnik ameriške vojske, nima dostopa do črnih operacij, razen z dovoljenjem. S temi dovoljenji so si tuje entitete omogočili, da so lahko v vseh državah tega sveta vodile svoje tajne akcije in noben, ki nima primernih dovoljenj, ni smel pisati ali spraševati o tem, kaj delajo v izbranih tajnih operacijah. Drugače ga obsodi za vohunstvo in usmrtijo. Zanimivo je to, kar sem prebral slab mesec nazaj, ko je vodja ruskih sil za kemično in biološko zaščito pred sevanjem Igor Kirilov in podpredsednik posebne komisije, ki preiskuje biolaboratorije, Konstantin Kosačev, ko sta podala skupno izjavo in sta rekla: komisija namerava razpravljati o informacijah obrambnega ministra o možni vpletenosti ameriških bioloških laboratorijev v pojav opičjih koz. Upravičeno se osredotočamo na ukrajinsko temo, ker nam je uspelo dobiti neposreden dostop do dejstev o raziskavah in razvoju, ki so jih Američani poskušali prikriti z razbijanjem na elemente. Vsako držav morskega prašička so zavestno preoblikovali v montažno delavnico splošnega vojaškega obrata, ki ustvarja znanje in izkušnje in zmogljivosti za proizvodnjo biološkega orožja. Tako kot mnogi drugi, sem tudi sam špekuliral, da mora biti zaradi hitrega prenosa izbruha tako imenovanih opičjih koz v ozadju nekaj veliko bolj pomembnega. Dejstvo je, da so opičje koze kot take že gensko spremenjene s povečano prenosljivostjo, da obstaja verjetnost, da ne gre za nobene opičje koze, ampak za stranski učinek cepiv proti covidu, ki prihaja ravno v času volilnega leta in demokrati obupno potrebujejo možnost ponovnega glasovanja po pošti, da bi zgrešili enako goljufijo, ki so jo anonimno dokazali s preiskavo iz leta 2020 in en del so prikazali v dokumentarnem filmu z naslovom 2000 mul, ki natančno prikazuje, kako so goljufali pri
izboru novega predsednika ZDA. V resnici je zmagal Donald Trump in je še vedno predsednik, igralec Joe Biden pa, verjemite mi, je lutka, ki ga ekipa Q uspešno nadzira. Opičje koze so spet pomemben pokazatelj kriminalnega delovanja globoke države po celem svetu, saj se izbruhi dogajajo samo in izključno v državah NATO in Avstralije. Bodite pozorni, da so iste države podprle Ukrajino in jo zalagajo z orožjem, medtem ko pljuvajo po predsedniku Vladimirju Putinu. Sedaj, ko se reševanje Ukrajine počasi zaključuje, pa se že pripravlja napovedano čiščenje Tajvana. Kitajska vojska je že pripravila vse potrebno za napad in kmalu lahko pričakujemo podobno akcijo Kitajske, kot jo je izvedla Rusija v Ukrajini. Covid kot virus ni nikoli obstajal, saj so virusi v resnici v laboratoriju izdelani strupi in ekipa Q je načrtno izkoristila zlovešči načrt globoke države, ki je namerno s pomočjo tega strupa pridobila popolno zakonodajni nadzor nad ljudmi. Q jim je prikrižal načrte in iz Clovida naredil vojaško akcijo, preko katere čistijo svet. S tem, ko so nas z razglasitvijo lockdowna zaprli v domove, so obenem parazitom onemogočili potovanja in skrivanja. Tako kot mi, so tudi oni morali ostati doma, kjer pa jih je vojska aretirala in kasneje usmrtila. Slovenija, Hrvaška, Srbija, Bosna, Estonija, Latvija, Litva, Poljska, Gruzija, Belorusija, Azerbajdžan, Ukrajina ter mnoge druge države so sedaj osvobojene ozemlja. Tega še ne vidite, ker ne spremljate dogajanja v ozadju. Ni dovolj, da se uniči tuje entitete, ni dovolj, da se uniči strp pokvarjen sistem, kot je zakonodaja, monetarni sistem, prenovljena oziroma medicina, šolski sistem. Mora se postaviti nov sistem, ki bo temeljil na poštenosti in bo predvsem zdrav, da nas ne bo uničeval in zasužnjeval. Verjeli ali ne, to da Združeni narodi, Evropska unija, WHO, Mednarodni denarni sklad, Ameriška centralna banka, tajne službe kot so CIA, FBI, MI6, Mossad, bančni in zdravstveni sistemi ter druge organizacije so uničeni. Sedaj se upravlja dokončna tranzicija v novo obdobje. Verjeli ali ne, največja mesta po celem svetu so prazna, nikjer več ne obstaja. To si lahko pogledate na videoposnetkih, ki jih imam objavljene na svojem Facebook profilu. Zavedam se, da mnogi tega ne vidite in ne občutite. Vidite in dojemate samo tisto, kar vam načrtno delajo ostanki globoke države. Življenjske dobrine se dražijo in v večini držav je že vidno pomanjkanje hrane in življenjskih potrebščin, benzina navidezno primanjkuje. To je nujno potrebno, saj bo vse skupaj izginilo z trgovinskih polic, ker je to strup za naše telo. Draginja je nujno potrebna, ker mora vsak programiran človek pasti na najnižjo točko na dno svojega obstoja. Samo tako se bo lahko pobral in začel delati na sebi. Eden pomembnih elementov globoke države so seveda banke, največje korporacije. Večina bank in korporacij je že propadla ali pa je v stanju bankrota. Vse njihove direktorje in predsednike so že aretirali. S tem, ko je ekipa Q uspešno prevzela Ameriško centralno banko, so prenehali tiskati ničvreden papir, imenovan denar. S tem pa nadzorujejo vse svetovne banke, ki zaradi svojega nepoštenega delovanja v resnici nimajo nobenega premoženja, s katerim bi lahko prosto razpolagali. Natisnjeni denar nima nobene vrednosti, če za njim ne stojijo rezerve zlata in srebra ter druge žlahtne kovine. Samo spomnite se na časa jugoslovanskega dinarja, ko so takratni politiki pri inflaciji dodajali nule in jih kasneje brisali, dokler niso pripeljali bonov in kasneje novega denarja pomenil tolar, ki ga je spet zamenjal evro. Ker banke niso mogle poplačati ogromnih dolgov, ki so se jih ustvarili v zadnjih desetletjih, brez vlade in zapravljanja in manipulacij, so s 1. januarjem 2022 šle v bankrot. To, kar zdaj dela predsednik Vladimir Putin, je v resnici prikaz, kako ničvreden je njihov fiatov denar. Rubelj je kot prvi prešel na Nesaro. Nesara je kratica za National Economic Security and Reformation Act,
ki pomeni nabor ekonomskih reform, ki jih je v letu 1990 predlagal ameriški filozof dr. Harvey Francis Bernard. Vse v Nesari si lahko preberete na mojem Facebook profilu. Nesaro poznamo še pod drugim imenom, in sicer Gesara, kar je načeloma popolnoma isto s to razliko, da črka G pomeni global, torej velja za ves svet, medtem ko črka N predstavlja national, samostojno državo. Predsednik Putin je prvi, ki je rubelj vezal na zlato in zdaj morajo vsi, ki želijo kupiti ruski plin, zanj plačati v zlatu. Ta korak je pomemben, saj so državne valute, kot je evro, popolnoma brez vrednosti. Globoke države pa primanjkuje zlata, ki so ga pokradli v zadnjem stoletju, sem ga ekipa Q pobrala in odnesla na varno. Gesaro so morali leta, če se ne motim, 2019 podpisati vse države tega sveta, tudi Slovenija. In za konec bi se rad ustvaril še pri največjemu demonu na zemlji. To je kraljica Elizabeta, ki je ta mesec praznovala svojo 70. obletnico vladanja. Vse, kar ste videli na televiziji, je bil scenarij za programiranje ljudi, da se jih pripravi na projekt imenovan London Bridge, londonski most, ki se ga izvede po smrti kraljice oziroma kralja. Kraljica namreč že več kot 3 leta mrtva. V tistem trenutku, ko kraljica ali kralj Združenega kraljestva umre, morajo spremeniti valute. To se ni zgodilo že 70 let. Anglija je izredno pomembna država, se poleg Vatikana preko kraljeve družine nadzoruje v svet oziroma vse korporacije, ki jih poznamo kot države. In ekipa Q je izkoristila dogodek kraljičinega praznovanja in ga obrnila proti britanskim Rothschildom nazaj v denar, ki bo podprt za zlato. Pri tem pa je potrebno upoštevati tudi kriptovalute, ki se jih mora v celoti znebiti. S projektom London Bridge bodo zagnali samostojno svetovno kriptovaluto, ki bo vezana samo in izključno na človeka, brez posrednikov v obliki bank ali podobnih inštitucij. To pomeni, tako kot imamo telefon in jaz pokličem Mihaela, on pa pokliče mene, tako bomo midva si izmenjavala denar brez posrednikov. Kraljičina uradna razglašena smrt je zelo pomembna, saj se bo za 3 dni vse ustavilo. Temu pa bo sledilo 10 dni žalovanja. Se spomnite 10 dni teme, o čemer sem pisal že leta 2020? To je potrebno, da izvedejo prenos QFS, Quantum Financial System. Se morajo za 3 dni zapreti vse svetovne banke. Za tovrstno akcijo nadgraditve in zamenjave finančnega sistema je potrebno rezervirati časovno obdobje med 3 do največ 5 dni. Tako da mogoče ne bo 3 dni, ampak bo 5 dni. In tega po zakonu ne smejo podaljšati. Zato je najbolj smiselno, da se to izvede čez vikend. Zato vam pravim, da imejte gotovino pripravljeno doma v nogavici, saj takrat ne bo delala nobena monetarna naprava na tem svetu. V tem trenutku se marsikdo sprašuje, kako se morajo banke pripraviti, če sem ravno prej povedal, da so propadle. Banke so propadle, toda delovale bodo toliko časa, dokler ne bo brez napak pričel delovati nov sistem. To so umetne faze, ki pripravljajo se bankomati ene družbe, to je družba ATM, ki jih vidite po celi Sloveniji in zelo malo je še bankomatov posameznih bank, preko katere bo po novem potekalo poslovanje. Star bančni sistem mora biti ljudem še vedno na voljo in se ga bo sproti uničevalo. Vse to je samo majhen delček, ki je povezan z osebno rastjo vsakega posameznega človeka. Z Mihaelom veliko govoriva in predava o fiktivni zakonodaji, ki ni pisana za nas. Verjemite mi, da sem jaz prvi, ki je vsakemu študentu rekel, da je študij prava najslabša odločitev, ki jo lahko posamezni človek naredi v svojem življenju. Vsakemu sem rekel, ne gre raje študirati psihologijo. Toda na koncu sem bil ravno jaz tisti, ki je moral požreti najbolj grenko tableto. Ugotovil sem, da če se želiš upreti sistemu, potem se moraš naučiti, kakšna je prevara je zakonodaja. 2 leti življenja sem posvetil razumevanju fiktivne zakonodaje. Vem, da še veliko ne vem, toda vem dovolj, da nas noben policaj, inšpektor, redar, tožilec, sodnik ali drug mestni ali državni birokrat na Fursu, mestni občini, kje drugje, ne more kaznovati nam krasti denar.
Čisto vsaka uradna pošiljka, ki jo dobite, je prevara in zato je pomembno, da se učite in da raziskujete, ker vam bo to pomagalo pri osebnostnem razvoju. Pot, po kateri peljem svoje sledilce, je dobesedno znanstveno fantastična, zato je nujno treba razumeti in prepoznati lažnive temelje našega življenja, zaradi katerih smo bili zmožni prepoznati laži in videti resnice, ki smo jih imeli ves čas pred nosom. Upam, da sem vsaj malo odprl oči, da boste začeli samostojno raziskovati in odkrivati laži, s katerimi so nas programirali in izkoriščali. Vabim vas na moja predavanja, ki se bodo sedaj v poletnih mesecih ponovno začela intenzivno dogajati, hkrati pa v začetku septembra, če bo vse po sreči, načrtujem prvo predavanje v živo, kjer bom prikazal, kaj pomenijo telepatija, telekineza in ostale neverjetne stvari. Pripravite se na spoznanje, da svet ni to, kar vi mislite, da je. Če ima kdo še kakšno vprašanje, bom poskušal z veseljem odgovoriti. Drugače pa vam želim veliko objem in veliko luči pri raziskovanju.